Šeriatska sodišča so v Veliki Britaniji pod napadom in če ste se kdaj spraševali, kako to izgleda, je ta video pravi za vas. Pozdravljeni, gospod. A lahko pogledamo šeriatsko sodišče? Ne, pravzaprav ne. Fantje, morate oditi. Moram poklicati, prosim. Gospod, ne dotikajte se me. Ja, fantje, tukaj ne smete biti. V redu. Ne Ne dotikaj se me. dotikaj se me. To je šeriatsko sodišče. Je kar tamle. Samo hitro si ga želimo ogledati. Ničesar ni za videti, to je samo pisarna. Samo pokažite nam. To je šeriatsko sodišče. Pridite v sodišče. Nekaj belih moških snema sodišče, našo lastnino. Tukaj imamo zaupne dokumente. Ne morejo biti tukaj. To je šeriatsko sodišče. Takih je več kot 85. Delujejo in gradijo vzporedni pravni sistem, ki mu je bilo skozi čas z zakonodajo dodeljenih vedno več pooblastil. Ja, odšli bomo, samo želeli smo si ogledati to šeriatsko sodišče. Ali ljudje razumejo, kako nevaren je šeriatsko pravo? Nisem prepričana, da to razumejo, saj v Združenem kraljestvu delujejo v polnem obsegu. In ko bomo to storili, bomo na to svojo pozornost usmerili na ljudi, ki živijo v Britaniji, kot ste omenili, ki so na socialni pomoči, ki bodo verjetno davkoplačevalce stali celo premoženje do konca svojega življenja, ki ne delajo, ki so kulturno drugačni od nas, ki imajo drugačen pogled na svojo vero kot krščanska vera. V bistvu skušajo svoj pravni sistem povsem normalizirati znotraj Združenega kraljestva, vendar pa širijo zelo nevarne ideje. In vse bolj živijo v majhnih skupinah ljudi, ki se niso integrirali, ki živijo pod šeriatskim pravom in imajo lastna sodišča, imajo svoje sodišča, šeriatska sodišča. Vzporedni pravni sistem. V redu, torej gre za vzporedni pravni sistem, ki ga britanska vlada ne priznava, a obstaja znotraj Anglije. Je toleriran, da se Torej, tolerira. zavedajo se tega. Da. In zavedajo se kazni, ki jih to sodišče izreka. To je kot da bi nadzorovali svoje ljudi po lastnih zakonih. In to preprosto dovoljujejo. To dovoljujejo. Združeno kraljestvo to dovoljuje. Poglejmo si še, kako je to videti. Želimo pokazati javnosti, kaj se tukaj dogaja. Tukaj bi sedel sodnik, tukaj pa bi sedeli stranki v sporu. Imamo pravni sistem v tej državi. Jaz ne. Ne razumem, zakaj to gradite. Prav, ne dotikaj se me, prosim. Prosim, ne dotikaj se me. Da. V redu, odšli bomo. V tej državi imamo pravni sistem. Imate pravni sistem v tej državi. In samo opomnik za vse naše Američane tam zunaj, prav? Za vse Američane, ki mislijo, da je to samo problem Združenega kraljestva. Ne bodite neumni, poslušajte to. Del šeriata je, da skrbi za sosede. Del šeriata je, da skrbi za svoje starše, da skrbi za otroke. Del šeriata je imeti močno družino. Del šeriata je, da se boriš proti nemoralnosti. Del šeriata je, da se boriš za enakost. Šeriat je čudovito vodilo, ki nam ga je dal Bog. Samo zato, ker nekateri ljudje to zlorabljajo, krivimo te ljudi, ne pa samega koncepta šeriata. Ampak zdaj tukaj vprašanje, nekateri ljudje se morda bojijo. Šeriat prihaja v ZDA. V redu. Tega se bojijo. In jaz jim rečem, ne bojte se, šeriat ne prihaja v ZDA. In razlog, da ne prihaja v ZDA, je ta, da je že tukaj. Prav? Ne bojte se ljudi, ki pravijo, da prihaja šeriat, ker to ni res. Ne prihaja v ZDA, že je tam. To je v Teksasu za vse vas čudovite ljudi, ki se sprašujete in mislite, da to ni vaš problem. To je vaš problem. Razumite? Nihče ne razume, zakaj gradite ločen pravni sistem. Tukaj ni nobenega kroga, ki bi rekel, da ste dovolj. Nismo nevedni. Kaj da samo rečeš, da si tam videl Kaj pa nekaj si ti videl na Rekel si, sredini? da je to sodišče. Zakaj si bil še vedno? Rekel si, da je to sodišče. Ja, sam snemajo, niso v prohodu. Vedel sem, da boš tam. Veš, da sem tukaj, na avtobusih. Neverjetno. V redu, a lahko pridem v tvojo hišo, če so tvoja vrata odprta? To ni hiša. To je trgovina, šeriatsko sodišče. Nikoli ne bi. Nikoli ne bi vstopili v vašo hišo. Pogovoril se bom s tabo. V redu. Vesela sem, da se lahko pogovarjam s tabo, ampak bom stala nekje. V redu? To je v redu. Zakaj gradiš? Poglej, mislim, da ljudje ne bi smeli vdirati v tuje prostore in iskreno nimam nič proti temu, da imajo verske skupnosti svoje verske sodne organe. Edina stvar je, mora biti usklajeno s pravnim sistemom v državi, ne more biti ločen organ, ker bodo potem verske skupine kar izmišljale stvari in ljudi obravnavale na grozen način, kar pa ne smejo, kar je prav to, kar počne šeriatsko pravo. Zakaj v tej državi Lahko vzpostavljate razložim, ločen ali pravni me boste sistem? kar naprej prekinjali? No, še nisem Ker če postavil, vam bom počakate v vprašanje. 85 jih je. 85 jih je odprtih v Združenem kraljestvu. Potrebujem. So v belem ali
To ni v redu. Različni Jaz ne- ekosistemi jaz- morajo razumeti, da imajo verske skupnosti, kot so Judi, svoje lastne organizacije, tako kot imajo anglikanci anglikanska sodišča. Lahko jasno Anglikanstvo povemo, je državna da lahko. religija. Dovoljeno nam je, res sem prepričana. Angleška cerkev je del vlade, del države. Kaj pa judovske skupnosti? Tudi oni imajo svoje. Ja, zaprite vse verska sodišča v tej državi niso potrebni. Pravkar ga je imenoval sodišče. Sodišče je sodišče. Je svet. Ja, S tem se ne strinjam. Mislim, da je dovoljeno imeti različne verske elemente, ki imajo pravne sisteme, vendar morajo biti ti pravni sistemi popolnoma usklajeni. Ne smejo biti drugačni od tistega, kar želi pravni sistem v Združenem kraljestvu. Kar pomeni, ne more biti tako, da šeriatsko sodišče dovoljuje, da se dekle poroči pri 9 letih. Zato se lahko poroči, čeprav zakonska starost v Združenem kraljestvu ni 9 let. Tu imam težavo. Ena stvar je, če želite znotraj svojega verskega sistema odločati, kako analizirati različne situacije, v redu, in priti do razsod. Jude to počnejo, veliko ljudi to počne, obstaja veliko različnih verskih skupnosti, ki jim je to dovoljeno. To je v redu. Samo to ni tisto, kar se tukaj dogaja. to je samo igranje z besedami. To je prevara, tem se reče. No, 85 jih je takih. Ti so v medijih opisani kot šeriatska sodišča. Da bi se izognili temu, da bi bilo to sodišče, ga imenujete svet. No pa imate, šeriatska sodišča so povsod, samo v Združenem kraljestvu jih je 85. Prihajajo, širijo se po Združenih državah. In celoten namen tega je, da lahko stvari urejajo zasebno in osebno, ampak tudi zato, da se zaščitijo pred rednimi sodišči, da ne bi vedela, kaj se dogaja. To je nevarno, to je strašljivo in na to je treba biti pozoren. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.